Lepo zdrav, spoštovani gledalci in drage gledalke. Vabljeni k ogledu oddaje Župan z vami, tokrat iz Rogaške Slatine. Rogaška Slatina praznuje občinski praznik, zato je naš gost, župan občine, magister Branko Kidrič. Lepo zdrav. Dober dan, želim. Začela bova, ne moreva z drugim kot z vročim julijskim poletjem. Kakšen je pravzaprav utrip življenja v teh dneh v Rogaški Slatini? Če bi izrazil v eni besedi, pol bi rekel prazničen, glede na to, da občina Rogaška Slatina v mesecu juliju praznuje svoj praznik, sicer pa tudi pri nas vroče poletje, prežeto z številnimi dogodki na športnem, kulturnem, glasbenem, skratka zabavnem področju. Svojemu namenu smo predali tudi nekaj zaključenih investicij oziroma projektov, kaj več o njih tudi v nadaljevanju te oddaje. Sicer pa pričakujemo še tudi avgust poln gostov, tako je vsaj po napovedih sodeč, v tem mesecu prihajajočem tudi kar nekaj glasbenih prireditev in to je v kratkem Rogaška Slatina danes. Začela bova z lahkotnejšimi temami, pa poglejmo 12. Pranger, ki je bil letos tudi v Rogaški Slatini. Kako je pravzaprav potekal? To je eden izmed festivalov, ki se pri nas odvijajo, ta je na literarnem področju. Potekal je podobno kot že v preteklih letih, s tem, da smo ga skupaj z glavnimi organizatorji tudi še nekoliko dopolnili oziroma obogatili. Namenili smo del tega projekta tudi najmlajšim in tako imenovani Mali Pranger poimenovali po pisateljici iz Rogaške Slatine Eli Peroci, torej Mali Pranger Ela. V njem so najmlajši lahko soustvarjali, sicer pa tudi v zaključku tega projekta letos po 3 kritiških mizah je bila podeljena Stritarjeva nagrada Društva pisateljev Slovenije. Zaključek tega projekta pa se odvija v Kulturnem centru z zabavnim programom. V Kulturnem centru ste pred nekaj tedni pripravili zelo zanimivo razstavo ob 350-letnici Rogaške Slatine. Kaj ste pravzaprav ponudili obiskovalcem, gledalcem na tej razstavi? Dokler nismo postavili te razstave, mogoče marsikdo sploh ni vedel, kako bogato zgodovino in tradicijo ima Rogaška Slatina. In skupaj z filatelističnim društvom oziroma društvom zbirateljev starih razglednic Rogaške Slatine smo pripravili koncept, povezali se z knjižnico Rogaška Slatina in na ogled postavili tako imenovan filatelistični del in pa domoznanski del. Obe dve fazi sta pripravljeni skladno z ustreznim pristopom, ki ob takšnih razstavah ga je potrebno imeti v mislih. Izdali smo tudi ustrezno brošuro, sklop 13 razglednic najzanimivejših vsebin iz te naše bogate zgodovine in celotna razstava je pokazala tudi nabor objektov, ki so v preteklosti v Rogaški Slatini bili kot znamenitosti, pa so iz takšnega razloga bili porušeni oziroma so danes v ne najbolj urejenem stanju in tudi z tega vidika ocenjujem, da je ta razstava dobrodošla. Sicer pa mislim, da si jo vsak zaveden Slatinčan mora ogledati. Pravzaprav ste s tem nekako tudi obeležili zaključek projekta Mladinski kulturni center. Kaj ste s tem pridobili? Mladinski kulturni center je dokaj širok projekt, vreden skoraj 1 milijon evrov in kar precej truda smo vložili v to, da smo z Ministrstvom za kulturo lahko po kar precejšnjih peripetijah podpisali pogodbo o sofinanciranju. Sicer pa smo v sklopu projekta kot osnovno zagotovili kvalitetne, opremljene, posodobljene prostore za mladino v naši občini. Zagotovili smo klimatizacijo vseh prostorov, prenovili vhod, nabavili ustrezno audio-video opremo in tudi opremo za zunanje prireditve. Seveda pa je eden od pomembnejših vsebinskih delov tudi klavir, ki smo ga nabavili vreden skoraj 100.000 evrov in tudi ob sami otvoritvi Mladinskega kulturnega centra je priznani slovenski umetnik predstavil vse možnosti in kvalitete tega inštrumenta in to je nekako nadgradnja dogajanja v sklopu tega projekta. Sicer pa smo s tem pridobili na nek način, bi lahko rekel, vrhunsko opremljen kulturni center, primeren za različne prireditve,
na obiskovalcih oziroma na nas pa je, da ga čim večkrat obiščemo in da uživamo na teh prireditvah. So mladi ob prenovljenem, ob posodobljenem mladinskem centru zastavili kaj bolj ambiciozen načrt njihovega dela? Zaenkrat mislim, da še ne, pa ne vem, ali jih je morje ali poletje še toliko premamilo, ampak pričakujemo pa, da seveda otvoritev je bila posebna zgodba, kjer so tudi mladi se predstavili, sicer pa pričakujemo, da bi v jeseni pa že bil obogaten program dela mladinskih različnih skupin, ki imajo zdaj torej posodobljene prostore, ne le v tem mladinskem centru, ampak tudi v celotni občini in verjamem, da jim bo to ena dobra spodbuda za dobro delo tudi v prihodnje. Zelo odmeven pa je bil tudi letošnji koncert v Zdraviliškem parku. Kaj ta projekt in še nekateri drugi, ki se bodo odvili, pomeni za samo promocijo tega vašega zdraviliškega mesta? Torej, leta 2011 smo v celoti prenovili osrednji Zdraviliški park kot neke vrste lokalni spomenik, bi lahko mu rekel, sicer pa je to kulturni spomenik lokalnega pomena ali simbol Rogaške Slatine. In od takrat, torej letos že 5. leto, imamo pred občinskim praznikom neke vrste slavnostni koncert za predvsem Slatinčane, občanke, občane in pa tudi ostale goste, ki pridejo k nam. In tudi letos nam je vreme poslužilo. Imeli smo koncert, na katerem je bilo po naših ocenah blizu 1000 obiskovalcev, priznane slovenske glasbenice, torej pod arkadami Grand Hotela v centru Rogaške ob fontani. In vse to je le poveličalo dogajanje v tem času v našem mestu. Sicer pa želimo z takšnim projektom oziroma koncertom in podobnimi prispevati k promociji Rogaške Slatine, prispevati k tistemu, po čem je Rogaška Slatina tudi poznana, torej po mondejnih koncertih iz preteklosti. Koncem koncev tudi letos bo tradicionalni Anin ples v Rogaški Slatini po občinskem prazniku oziroma v sklopu njega in vse to so dogodki, ki so povezani z našo zgodovino. Anin ples sodi že v poletje z Ano v Rogaški Slatini in Anin festival? Poletje z Ano v Rogaški Slatini je neke vrste krovni naslov in krovni projekt. Mimogrede tudi 150 jumbo plakatov po vsej Sloveniji opozarja na ta dogodek pri nas. Sicer pa poletje z Ano vsebuje niz prireditev, ki v mesecu juliju in avgustu se odvijajo pri nas. Med njimi seveda tudi, kot sem omenil, tradicionalni Anin ples. Mimogrede, letos mineva 180 let od prve izvedbe le-tega, torej kar častitljiva obletnica. Drugače pa bo v mesecu avgustu se pri nas odvijal tudi tako imenovani Anin festival. Gre za 9 nastopov priznanih glasbenikov na različnih odrih, največ na Evropski ploščadi v centru mesta. In to bi naj bila glasbena popestritev tako za domačine, kot tudi za številne goste, ki jih v avgustu pričakujemo. V septembru pa naj bi se v vašem mestu odvil še en festival, to je Festival odličnosti. Kaj prinaša? To je nekaj novega tudi za nas, tudi zame. Gre za tako imenovan prvi festival, gre pa za na nek način po pripovedovanju organizatorjev duhovno rast osebnosti človeka kot takšnega. Na 30 različnih prizoriščih bi naj se odvijali različni dogodki za različne strukture ljudi. Po oceni organizatorjev se v 3 dneh pričakuje od 2000 do 3000 obiskovalcev. Seveda neka vrste promocija se le-tega že vrši, drugače pa lahko bi rekel, prepustimo se času in bomo videli, kaj bo dejansko ta projekt tudi za Rogaško Slatino pomenil, kajti to število udeležencev ravno ni vsak dan pri nas, sploh ne za kakšen enkraten dogodek, kot se pričakuje, da bi ta bil. Od kulture pa k naložbam v vaši občini. Kot že nadaleč lahko vidimo, so po Rogaški Slatini postavljena gradbena dvigala, tudi letos torej precej gradite. Kako poteka izgradnja parkirne hiše in pa nova lekarna pred zdravstvenim domom? Pri tem skupnem projektu gre za tako imenovano javno-zasebno partnerstvo med občino, med javnim zavodom Celjske lekarne in pa zasebnim podjetnikom, podjetjem Gric Gradnja iz Rogaške Slatine.
V sklopu tega celotnega projekta se gradi nova lekarna pred zdravstvenim domom in novo lekarno, pa tudi podzemna parkirna hiša z 35 parkirnimi mesti. Projekt je vreden približno 2,5 milijona evrov in ga po določenem ključu tudi vsi partnerji sofinanciramo. Dela potekajo skladno z terminskim planom. Pričakuje se, da bi naj parkirna hiša bila gotova do konca meseca avgusta, torej da bi v septembru že lahko tudi prvi parkirali v njej. Za odprtje nove lekarne pa po besedah javnega zavoda se bo potrebovalo še nekaj več časa in ocenjujejo, da bi do konca leta lahko tudi prostori bili namenjeni lekarnarjem oziroma vsem tistim, ki bodo in so že danes obiskovali tudi lekarno. Gre za proces predstavitve opreme oziroma tudi zdravil, ki pa je nekoliko ali pa ki bo trajal nekoliko dlje. Sicer pa nameravamo za zdravstvenim domom pridobiti še 30 novih parkirnih mest, kajti ocenjujemo, da je to območje dokaj frekventno in potrebno, da ima zadostno število parkirišč. Pred kulturnim centrom pa naj bi zrasla še ena parkirna hiša oziroma parkirna ploščad. Koliko parkirnih mest predvidevate na tej lokaciji in zakaj prav ta lokacija? Mi smo pred 2 leti naredili prometno študijo, v kateri smo obdelali tudi javna parkirišča. In ta študija je pokazala, da imamo pri vseh javnih objektih zadostno število parkirnih mest. Ne glede na to pa smo se odločili, da želimo dvigniti standard v turističnem mestu, tudi na področju parkiranja in zato ob 3 parkirnih hišah, ki že imamo zgrajene, želimo zgraditi še 3. Ena že omenjena tako imenovana promenada pred zdravstvenim domom. Pri kulturnem centru, ki gre pa prav tako za dokaj frekventno območje, torej v kulturnem centru je veliko prireditev, veliko obiskovalcev, potrebuje se večje parkirišče in analiza torej je pokazala, da bi tu bilo primerno pridobiti še dodatna parkirišča in zato jih bomo 45 pridobili na tako imenovani parkirni ploščadi. Pri načrtovanju celotnega projekta pa smo imeli v mislih, da bi ne kazil podobe v smislu zelenega širšega območja in zato bo tudi fasada tega objekta dokaj ozelenjena, preraščena z različnimi spenjalkami, da bi čim bolj ta objekt bil v zaledju in bi v ospredju bili tudi še ostali objekti ob naši promenadi. Ob zunanji obvoznici pa ste posodobili vstop v obrtno cono Negonje in s tem povezali tudi s centrom mesta. Kaj je bila vsebina projekta in kaj ste pravzaprav s tem pridobili? Gre za celovit projekt skupaj z Direkcijo Republike Slovenije za infrastrukturo, ki je trajal kar 2 leti. Kot vemo, država oziroma Ministrstvo za promet nima denarja za kakšne investicije, razen tiste, kjer se sofinancirajo iz Evropskega sklada, pa še tistih je sedaj bore malo. Zato je tudi ta investicija trajala nekoliko dlje, vendar pa smo vztrajali in zaključili projekt, ki je pomemben z več vidikov. Prvi je ta, da smo odpravili eno izmed črnih točk na zunanji obvoznici, ker je se zgodilo več večjih nesreč. Drugi je ta, da smo zagotovili kvaliteten vstop v obrtno cono, ki danes mogoče v osnovi niti ni obrtna cona, ampak gre za nakupovalno središče. In tretji vidik, ki je pomemben, je ta, da smo v sklopu tega projekta zgradili tudi povezovalni pločnik s Prvomajsko ulico, ki pelje naprej proti centru mesta, kar pomeni, da je zdaj dostop do tega nakupovalnega središča oziroma obrtne cone varen tudi za pešce oziroma kolesarje. V sklopu te investicije pa smo zgradili zavijalne pasove v dolžini 650 metrov, javno razsvetljavo, pločnik za pešce in pa predvsem tudi hortikulturno uredili širše območje. Velika pridobitev je tudi nov pločnik med naselji Irje in pa Cerovec. Tudi ta projekt se je odvijal na zunanji obvoznici. Gre pa za kompleksno stvar, namreč ta pločnik je nekako manjkal, da bi se povezala celotna pot iz centra Rogaške Slatine pa do znamenitosti v zaledju, kot sta paviljon Kaktej v naselju Cerovec in pa Calska gorca društva vinogradnikov. No in ta pločnik bo v prihodnje pomenil torej na eni strani povezovalno pot, na drugi strani pa je to pridobitev tudi z tega vidika pomembna,
da se lahko ohrani prehod za pešce iz Stritarjeve ulice v naselje Irje, kjer bi ga bilo potrebno zaradi manjše preglednosti odstraniti, kar je bil predlog direkcije oziroma ministrstva. No in s tem je tudi ta ovira odpravljena in bo lahko tudi ta prehod naprej služil svojemu namenu. V turistično infrastrukturo pa ste dodali tudi daljinsko kolesarsko povezavo med Rogaško Slatino in pa Podčetrtkom, spet nova pridobitev. Kdaj se bomo pravzaprav lahko že v celoti popeljali po tej trasi s kolesom? Lahko bi rekel, jo dodajamo po segmentih. Gre za skupni projekt za občino Podčetrtek in Direkcijo Republike Slovenije za infrastrukturo. Projekt je vreden več kot 3,5 milijona evrov in se sofinancira iz Evropskega kohezijskega sklada. Vendar pa, ko bo dokončan, bo se šele po mojem mnenju videla prava vrednost tega projekta. Namreč do danes je sklop v občini Rogaška Slatina v dolžini 5,5 km že zaključen in tudi služi svojemu namenu in vidi se, da predvsem v vikendih je zdaj na tej kolesarski stezi možno srečati in videti vse, od kolesarjev, katerim je ta steza namenjena, do pešcev, do mamic z vozički, do rolerjev, do tekačev in tako dalje. Seveda te stvari bomo v prihodnje morali korigirati oziroma urediti, vendar pa tudi v občini Podčetrtek se zaključujejo dela, trasa je že asfaltirana in pričakuje se, da bi v mesecu septembru tudi celoten projekt bil zaključen in tudi celotna trasa predana svojemu namenu. Kar pa se tiče kolesarskih stez v občini Rogaška Slatina, pa z tem projektom in še z enim, ki ga planiramo v prihodnjem letu zgraditi v dolžini 600 metrov, zaključujemo izgradnjo kolesarskega omrežja. Analiza oziroma projekt, ki smo ga naredili, je pokazal, da imamo kolesarske steze zgrajene tam, kjer je to primerno, tam, kjer je torej večja frekvenca, večja poseljenost. V preostalem delu pa bodo kolesarske poti potekale po bodisi lokalnih cestah ali pa javnih poteh ali pa kolovoznih poteh in so že danes te poti pripravljene za različne težavnostne stopnje, za različne sposobnosti kolesarjev in jaz verjamem, da jih lahko že danes tudi s pridnom koristijo. Morda bi pravzaprav pogovor o investicijah morala začeti z vodovodom, ki predstavlja največji zalogaj, največjo vrednost tudi glede projektov. Končan je bil lansko leto, pa vendarle, kaj je prinesel vaši občini, vašim občanom in v kolikšni meri je že bil poravnan tisti sofinancerski delež strani ministrstva? Vodooskrba je eden od osnovnih življenjskih virov za življenje ali pa potrebnih stvari in tudi z tega vidika je oskrba s pitno vodo še kako pomembna. Samo v naši občini je bil ta projekt vreden 5 milijonov evrov, sicer pa se je izvajal skupaj še z 4 drugimi občinami. Mi smo izvedli zamenjavo ponekod tudi več kot 100 let starih salonitnih cevi z duktilnimi v dolžini 12 km. Zgradili smo nov vodohram velikosti 30 kubičnih metrov in na novo zgradili vodovodni sistem v više ležeče predele naše občine v dolžini 2,3 km. Na novo bo pridobilo vodo približno 20 gospodinjstev, v katerih biva približno 100 naših občanov, vendar pa je ta projekt pomemben tudi skozi vidik zagotavljanja kvalitetne pitne vode za celotno območje naše občine, kajti iz vrtin v občini Poljčane oziroma v Studenicah gre primarni vodovod, ki je zdaj torej bil zamenjan in skozi ta vidik pomeni to kvalitetno oskrbo za celotno območje naše občine. Dejstvo pa je, ki je tudi ni zanemarljivo, da se bodo s tem zmanjšale velike izgube na samih vodovodnih ceveh. Z dvema lastnikoma hotelov ste se uspeli dogovoriti o sofinanciranju še druge faze obnove zdraviliškega parka. Kako vam je to uspelo in kdaj pravzaprav se nameravate lotiti tega projekta? Ta projekt ima dolgo zgodovino, torej od leta 2008 smo nekako se usklajevali, da bi ta osrednji del Rogaške Slatine bil v celoti tudi investicijsko prenovljen. Veliko stvari je bilo narejenih, vendar pa glavnino vseh teh je ali pa vse vodila občina. Pred časom
Torej pred leti pa smo se dogovorili, da bi en osrednji del parka ob paviljonu Tempelj pa lahko preuredili tudi sami lastniki objektov oziroma hotelov, ki mejijo na ta del parka. Vendar pa, ker se to ni zgodilo in ker smo slišali precej pripomb tako domačinov in še več gostov, da je sedaj nastala velika razlika med urejenim zdraviliškim osrednjim parkom in pa tem drugim delom parka, smo se odločili, da pobudo prevzamemo tudi za ta del na občini. Tako smo že lani naredili idejno zasnovo, kar leto dni je trajalo usklajevanje z glavnim soglasodajalcem, Zavodom za varstvo kulturne dediščine, kajti kot vemo, gre za naselbinski spomenik lokalnega pomena. Nato smo izdelali tudi izvedbene projekte in prišli do neke vrste ocenjene vrednosti, ki znaša dobrih 500 tisoč evrov. Iskali smo sofinanciranje pri lastnikih objektov ob tem delu parka, no in v zaključni fazi nam je uspelo, da bomo sedaj 3 partnerji pristopili k prenovi tega objekta. Izveden bi naj bil v 2 fazah, saj gre za čist osrednji del, pa moramo upoštevati tudi glavno turistično sezono. Izvedba bi naj bila v jeseni letošnjega leta v prvi fazi in v prvi polovici prihodnjega leta tudi v drugi fazi, ko bi naj bil projekt tudi zaključen, da bo pa pomenil, vsaj po mojem mnenju, neke vrste dodano vrednost izgledu osrednjega dela Rogaške Slatine. Pomenil bo še eno novo promenado, ki bo preurejena pred Grand Hotelom Rogaška. Pomenil bo nov prireditven prostor pred Medical Centrom oziroma osrednjim templom, ki je star več kot 200 let, kjer je pred časom že bil izvir vode in še bi lahko našteval, kaj bo ta projekt tudi v prihodnje doprinesel k prepoznavnosti Rogaške Slatine. Če sva prej govorila o gradbenih dvigalih, ki gradijo objekte v lasti občine, se zdaj ustaviva še ob gradbiščih, kjer nastajajo novi objekti v zasebni lasti, se pravi zasebnih investitorjev. Za katere objekte gre in kaj menite, zakaj je Rogaška Slatina tako zanimiva za tuje investitorje? Gradita se 2 hotela 5 zvezdic, vsak z po 130 posteljami. Gradi se 5 vil, tudi na nivo urejenosti 5 zvezdic. Gradijo se posamezni turistični subjekti, ki jih tokrat ne izpostavljam posebej. Obnavlja se 50 let stara stolpnica Terapija, pripravlja se obnova Rogaške riviere in še 3 hotelov, ki so v bližini zdraviliškega parka. Verjamem pa, da se bo tudi kmalu začel obnavljati hotel Trst pri kulturnem centru z izgradnjo dodatnih podzemnih ambulant. Torej, vse to je turistični del in sam sem zelo vesel, da se tudi te investicije izvajajo. Sam pa menim tudi, da je to posledica več kot 10-letnega izvajanja vizije razvoja našega mesta tudi na področju turizma, predvsem pa v tistem segmentu, ki je odvisen od občine. To pa je torej urejena prometna, infrastrukturna in hortikulturna infrastruktura. In sam večkrat kakšnega gosta, ki želi vlagati v Rogaško Slatino, vprašam, zakaj ravno Rogaška Slatina, zakaj ne na primer turistični bistri v Sloveniji, kot sta Bled in Portorož. No in odgovor je, torej, ker je mesto hortikulturno in infrastrukturno urejeno, ker je urejeno, varno, zeleno in mirno okolje. In očitno to gostom toliko pomeni, da so pripravljeni tudi si tukaj zagotoviti bodisi apartmaje ali pa sicer vlagati v naše mesto. In skozi ta pogled verjamem v razvoj turizma tudi v prihodnje, seveda pa je infrastruktura en segment, drug segment pa je marketing oziroma promocija in tukaj si že vrsto let prizadevamo za promocijo destinacije Rogaška Slatina, torej vključno z hotelirji, z dodatno ponudbo, z kulturnimi znamenitostmi, skratka vsem, kar lahko pritegne gosta v naše mesto. Morda je to priložnost, da vas povprašam tudi, kako je z zasedenostjo kapacitet v tem vročem juliju v Rogaški Slatini. Verjetno tudi Rogaška Slatina nima specifične sezone, sezona traja skozi celo leto.
Tako v našem naravnem zdravilišču ali pa v Rogaški Slatini traja sezona skozi celotno leto, vendar so določene odstopanja in nihanja, kar je tudi običajno. 3-4 obdobja ali meseci v letu so, ko je več gostov, med njimi tudi mesec avgust, ki sedaj prihaja. Po napovedih bi naj bila Rogaška Slatina razprodana, sicer pa se povprečno število gostov giba tam okrog 50%. Torej na tem segmentu verjamem, da je še manevrskega prostora. Deloma se je poznala situacija tudi v državah bivše Sovjetske zveze oziroma Ruske federacije in nekolikšen upad gostov iz teh dežel se pozna, vendar pa je potrebno vlagati sredstva v promocijo tudi na druge segmente. Mimogrede tudi letos se pod okriljem Javnega zavoda za turizem in kulturo skupaj še z 5 turističnimi subjekti destinacija Rogaška Slatina predstavlja tudi na svetovni razstavi Expo v Milanu. No in na tem segmentu pa mislim, da bo potrebno še nekaj več narediti, ampak to verjamem, da bolje vedo in znajo sami hotelirji. Tudi zaradi športa prihaja veliko obiskovalcev v Rogaško Slatino, zato je prav, da omenimo, da tudi v športnem centru izvajate še eno investicijo. Kaj gradite pravzaprav? Ocenjujem, da je športna infrastruktura bogato zgrajena v Rogaški Slatini skozi številne bodisi dvorane, bodisi zunanja igrišča, nogometni, atletski stadion in tako dalje. Vendar pa na željo predvsem nogometašev v naši občini smo se odločili, da v športnem centru ob že zdaj 2 nogometnih igriščih zgradimo še igrišče za mali nogomet na umetni travi, ki bi lahko bilo predvsem zelo uporabno v zimskem času. Prav tako pa bi zadostili tudi pričakovanjem ali pa željam tistih mladih nogometašev, ki jim je ljubše manjše igrišče. No in takšen projekt bomo zrealizirali skupaj še s tribunami za 300 gledalcev in pa javno razsvetljavo. V sklopu tega projekta, vrednega 320 000 evrov, pa bomo prenovili tudi obe 2 športni igrišči pri osnovnih šolah, tudi vadišče za atletiko pri prvi osnovni šoli in zgradili še povezovalne poti od vrtca do naselja Žibernik. Torej gre za en celoviti sklop na področju zagotavljanja boljših pogojev tako za rekreativce kot tudi za aktualne športnike. Sicer pa Rogaška Slatina letos v športu obeležuje prav poseben dogodek, posebno poglavje. Osvetljiva najprej uspeh moškega košarkarskega kluba. Košarka ima v Rogaški Slatini poleg nogometa najdaljšo tradicijo, torej kar 55 let je, odkar se je začela igrati. In v vseh teh letih so tudi v tem klubu bili vzponi in padci. Vendar pa v zadnjih 20 letih se je v tem klubu načrtno delalo tudi z mladimi. Tako je danes v njem v 8 različnih selekcijah kar 200 otrok vključenih v različne programe. Tudi v vrtcu želijo starši, ko so uvideli, kaj pomeni organiziran kolektiv, da se kvalitetni trenerji ukvarjajo z temi otroki, seveda ne z pravimi žogami, ampak važno je, da se otrok giba, da dobiva te navade, športne prvine in tako dalje. Sam ocenjujem, da šport ni samo pomemben v tekmovalnem duhu, ampak da je pomemben tudi v smislu prilagajanja, da se je potrebno organizirati ali samo organizirati, da je treba sodelovati v timu, da je treba znati prenesti poraz kot tudi zmago, kar je lažje. No in vse to se dogaja tudi v košarkaškem klubu. In rezultat članske ekipe v letošnjem letu, ki je igrala v finalu državnega prvenstva, je seveda nad pričakovanji. Je pa neke vrste pika na i dolgoletnemu delu in velik prispevek k promociji Rogaške Slatine. Če bi sešteli vse sekunde, ko je Rogaška z sponzorji bila na televiziji ob direktnih prenosih, bi verjetno lahko prišli do zaključka, da je to najboljša naložba za promocijo. In v takih vsebinah se šele pokaže, koliko je pomembno, da se vlaga tudi še za kakšne druge vsebine in ne samo v direktno plačilo promocije, kajti na tak način lahko oplemenitimo vložena sredstva. Tudi sami ste tesno povezani s košarko in ste verjetno jo zelo podrobno spremljali, predvsem končnico.
Ja, sam sem od otroških let v osnovne šole bil tudi član košarkaškega kluba in skozi ta vidik tudi še v tem času nabiram kondicijo z igranjem košarke, seveda rekreacijsko in na nek način tudi povezan z košarkaškim klubom. Sam sicer pomagam po svojih močeh in pristojnostih pomagati številnim klubom na področju športa in kulture oziroma društvem. Košarka pa ima posebno mesto pri meni, vendar pa zato se je pokazalo, da je tudi ta moj pogled in večja angažiranost pravšnja, kajti takšen dosežek v slovenskem merilu pa verjamem, da je ta zgodba dobra šla tudi širom Slovenije, da je to en osebni prispevek k dobremu delu v športnih kolektivih pri nas. Od košarke pa kolesarenju. Kaj pomeni start tretje etape kolesarske dirke po Sloveniji za promocijo vašega mesta za Rogaško Slatino? Tudi to bi lahko, kot ste sama omenila, začel z promocijo. Torej, tudi en takšen dogodek je priložnost da se Rogaška Slatina dodatno promovira, pa ne le skozi dogodek, ampak tudi skozi to izgradnjo kolesarskega omrežja, kot sem že danes omenil, torej je še v izgradnji, izvaja vsako leto pod okriljem kolesarskega kluba se kolesarski maraton, tudi v letošnjem letu je bil. In tudi ta štart tretje etape kolesarske dirke, ki se je letos odvijal v Rogaški, ima eno posebno težo. Prišlo je 16 ekip iz vse Evrope, tudi iz Rusije. V bistvu je to dirka največja v Sloveniji in dirka pred Tourom, Tour de Franceom, in zato so tudi kvalitetni tekmovalci bili pri nas v Rogaški in kot posladek je še bil domača zmaga v Novem mestu in ko smo naredili analizo takšnega projekta skupaj seveda z glavnim organizatorjem Adria Mobilom, klubom, smo prišli do zaključka, da je res eno veselje delati na takem profesionalnem nivoju, kot se ta projekt tudi odvija, in če je še Rogaška Slatina zraven, je še toliko lepše. Vam je tudi kolesarstvo blizu? Se ukvarjate tudi s kolesarstvom? Tudi. V poletnih mesecih rad sedem na kolo, moram tako ali tako preizkusiti zgrajene kolesarsko steze oziroma omrežje, sicer pa na ta način tudi nabiram kondicijo. Dvorana seveda v teh vročih dneh ni aktualna, zato pa se poslužujem kakšnih drugih oblik, da ohranjam toliko moči za premagovanje pač vseh stvari, ki se od mene pričakuje. Nekatera društva na področju športa, kulture in gasilstva v vaši občini obeležujejo letos pomembne jubileje. Med njimi je tudi prostovoljno gasilsko društvo Steklarna Rogaška, ki se pa ponaša prav letos z novo naložbo. Prostovoljno gasilsko društvo Steklarna Rogaška je praznovalo 70. obletnico svojega delovanja in ob kakšnih jubilejih se običajno naredi tudi analiza opravljenega dela. Pri gasilcih je to še posebno specifičnost, saj vemo, da gre za na eni strani prostovoljstvo, na drugi strani gre pa za izvajanje pomembne naloge pod okriljem občine. Zato je tudi to društvo v večjem obsegu sofinancirano iz občinskega proračuna. In analiza je pokazala, da smo v zadnjih 20 letih nabavili, torej društvo, občina, številni sponzorji, kar 6 novih vozil, ki jih ima društvo danes v voznem parku, kar mislim, da je tudi za slovenske razmere lep dosežek. Torej, da bom dovolj konkreten in jasen, samo temu društvu 6 novih vozil in med njimi je tudi najpomembnejša nova avtolestev višine ali razpona 30 metrov. Investicija, če jo tako imenujem, je vredna kar 650 000 evrov. In seveda to je velik zalogaj in bilo potrebno kar precej poguma vodstva gasilskega društva in tudi poguma na občini, da smo pristopili k sofinanciranju projekta. Pritegnili smo še nekatere sosednje občine, ki jih to društvo tudi pokriva z tudi tem vozilom, kajti objekti, kot so hoteli, kot je stolpnica v Rogaški, pa podobni objekti še v nekaterih drugih krajih, si brez takšnega vozila ali pa takšne opreme nimaš kaj pomagati v primeru kakšnih nesreč, pa seveda Bog ne daj, da bi se zgodile. No in ta nova avtolestev,
bi naj v prihodnje služila širšemu območju. Ima pa to gasilsko društvo tudi koncesijo za posredovanje ob nevarnih nesrečah strani ministrstva, je pa to gasilsko društvo tudi osrednje gasilsko društvo v naši občini že vse od nastanka občine. Zdaj pa na povsem drugo področje. Kakšen je vaš pogled za prihodnost, glede na to, da ne bo več evropskih sredstev za sofinanciranje investicij? Ocenjujem, da se je v preteklih 7 letih, v obdobju 2007-2013, zelo veliko, ali da ne rečem ogromno, naredilo na celotnem področju naše občine, predvsem na izgradnji infrastrukture. In pomembno je, da so pri tej realizaciji lahko sodelovale tudi manjše občine. Tudi pri nas smo, ko smo pogledali nazaj, bili v pravem času na pravem mestu, kar se tiče sofinanciranja večjih projektov. Ko je bil še denar, smo pridobili sredstva za krožišča, za nove vpadnice v Rogaško Slatino. Ko ga za cestno infrastrukturo več ni bilo, smo ga namenili za podjetniški inkubator, namenili še za kakšne druge pomembne vsebine za občino, kot so obnove javnih objektov, torej sanacije, kar se tiče zagotavljanja toplote, prezračevanja in tako dalje. No in tega zdaj v prihodnje več ne bo, ker je vlada zastavila drugačen operativni program, drugačen partnerski sporazum. Ne bom posegal v to, ali je bilo možno izpogajati za Slovenijo naspram Evropski uniji več kot le te vsebine, vendar pa torej percepcija je, da bi naj več kot 50% sredstev šlo za ustvarjanje novih delovnih mest oziroma za tako imenovane mehke vsebine. Seveda bi glavnino teh sredstev, tako se predvideva, porabljale univerze, inštituti in podobne inštitucije. Sam bi rekel, bomo videli, ali bo to res dodana vrednost razvoja Slovenije. Kaj vidno to toliko ne bo. Bi pa bil vesel, ali pa zdelo bi se mi primerno, da bi bil manjši razkorak med sofinanciranjem različnih investicijskih zgodb iz te finančne perspektive proti naslednji. Namreč kohezijski sklad po mojem vedenju je v bistvu že razprodan, oziroma bi se naj izvedlo 11 projektov, ki so ostali neizvedeni v pretekli finančni perspektivi. Kaj več za te dogodke pa tudi, ali pa za takšne projekte ni predvidenih sredstev. Kar se tiče lokalnih skupnosti, pa nam čaka velika borba za kakšne drobtinice, čaka nas povezovanje, sodelovanje, kar ni nič narobe, torej v regiji, vendar pa je to drugače, kot smo nekako bili navajeni doslej, ampak pripravljeni smo na izzive in tudi na te. Država je zmanjšala tudi sredstva za izvrševanje obveznih nalog občin, pa sedaj ta svoj predlog nekoliko umirila, korigirala. Kako vi gledate na vse to dogajanje? Mislim, da bi bil pravšnji pristop, če bi država najprej naredila analizo, na katerih področjih bi se obvezne naloge občin lahko zmanjšale, in potem ali pa nasprot temu se zmanjšala tudi tako imenovana primerna poraba. Žal ni bilo tako, po mojem mnenju, ampak je vlada najprej se odločila, da bo zmanjšala sredstva za občine, potem pa naj bi se skupaj iskali prihranki. No in po pol leta se je pokazalo, da teh prihrankov ni moč narediti oziroma so zanemarljivi. Zato je višino glavarine oziroma posledično primerne porabe tudi korigirala napram predlogu iz sprejetega proračuna, vendar pa tudi jaz mislim, da to ni to, kar bi moralo biti. No in jaz verjamem, da se bodo v prihodnje kakšni prihranki morali najti, zavedam se tega, da moramo varčevati, vendar pa ne kar brez argumentov, brez analiz, brez dokazov. Predvsem pa ne brez spremembe zakonodaje. Zakonodajni postopek pa vemo, da poteka predvsem v parlamentu in gradivo pripravlja vlada. Na lokalni skupnosti je malo takšnih stvari in težko je pričakovati, da bomo sami rekli, zaradi zahtev države morajo občani toliko in toliko več plačati v občinski proračun. To se mi zdi nespodobno in kakšnih takšnih zgodb ne bomo šli.
Tiste vsebine, ki so vezane na pristojnosti občine, bomo najprej analizo naredili in razmislili, če so kakršnikoli ukrepi sploh smiselni, da bi dali željene učinke. Prav zato verjamemo, da vam zanimivih projektov v Rogaški Slatini ne bo zmanjkalo. Katere projekte pripravljate za prihodnje? Sam sem v lanskem letu, torej pred volitvami, nanizal 20 pomembnejših projektov, katere predlagam, da bi se v tem 4-letnem mandatu tudi izvedli. In nekaj njih se že izvaja. Pripravljamo pa že približno leto dni tudi 2 večja projekta, ki pomenita pomembne vsebine v viziji razvoja našega mesta in občine. In eden se nanaša na razvoj podjetništva, namreč pri nas deluje že 6 let podjetniški inkubator. Ocenili smo, ker je dodobra popolnjen in je dodana vrednost področju iskanja novih zaposlitev ali samozaposlitev, da bi ga bilo vredno razširiti, zato bomo ob vstopu v mesto zgradili še en podoben objekt, porušili obstoječe objekte od Elektra Celje, ki smo jih v ta namen tudi odkupili, in naredili smo kar nekaj idejnih zasnov, predvsem z namenom, da vidimo, kakšen objekt bi v ta prostor lahko bil postavljen, da vidimo, koliko bi tak projekt tudi stal in kakšna je finančna zmožnost občine v nekem obdobju, torej recimo 4-letnem, da lahko ta projekt tudi izvede. In od prvotnih 4,2 milijona evrov smo zdaj že prišli na 2 milijona, saj smo ocenili, da takega investicijskega potencijala Rogaška Slatina v prihodnjih 4 letih ne bo imela. Drugi projekt pa je posledica prometne analize oziroma študije, ki smo jo naredili in ki je pokazala, da na le določenem segmentu v centru mesta še nimamo zadostno urejene površine za pešce in kolesarje ob glavnih hotelih. Zato bomo na tem segmentu obnovili 250 metrov lokalne ceste in v sklopu nje zgradili tudi približno 100 metrov tunela oziroma galerije, predvsem pa bodo na tem mestu dobili svoj prostor pešci in kolesarji. Tudi ta projekt je zdaj izveden v 8 različnih variantah. Vse to smo počeli prav tako z namenom, da pridemo do ene finančne vzdržnosti takšne investicije za naš proračun. Predvideno je, da bi torej v letih 2017-2018 ta projekt končali, zavedamo pa se, da tako imenovanih evropskih sredstev za takšne vsebine več ne bo. Med prioritetnimi projekti v vaši občini in seveda tudi subregiji pa je vsekakor turistično-rekreacijski center Vonarsko jezero. Lahko sedaj že kaj več poveste o tem? Pred časom smo o tem sicer poročali ob obisku 2 ministrov. To je projekt, ki ga ali pa na katerem delamo vsaj 10 let in še več, bi lahko rekel. Vemo, da gre za kompleksno stvar, za ponovno jezeritev mejne reke Sotle, da je to jezero pred 30 leti že bilo, predvsem z vidika zagotavljanja poplavne varnosti dolvodnega območja, vendar pa je zaradi onesnaženosti vode ga bilo potrebno izprazniti. Mi v tem projektu in v ponovni jezeritvi vidimo en velik potencial razvoja turizma na tem širšem območju, torej med Rogaško Slatino in Podčetrtkom, med 2 znanimi zdravilišči. Projekt obsega sanacijo območja, ki je sedaj seveda v 30 letih zelo zaraščeno. Potrebno je sanirati tudi pregrado, ki še danes zagotavlja poplavno varnost, predvsem Aqualuni in Terma Molimia. Istočasno pa načrtujemo neke drugačne turistične vsebine ob bodočem jezeru, kot jih danes Rogaška Slatina in Podčetrtek tudi premoreta. Predvsem seveda namenjene turistični ponudbi. No in po zadnjem obisku 2 ministrov v Rogaški Slatini in Podčetrtku smo prišli do zaključka, da bi naj Ministrstvo za okolje ocenilo ponovno po 10 letih, ali je možna ponovno jezeritev in če, pod kakšnimi pogoji oziroma na kateri koti. In mi imamo pripravljen tudi občinski podrobni prostorski načrt za celotno območje in v bistvu čakamo
na to odločitev. Po zadnjih podatkih se ministrstvo nagiba k pozitivni rešitvi. Do konca avgusta bi naj tudi konkreten odgovor prejeli in potem mislim, da bi preostali postopki lahko tudi hitro stekli. Seveda pa istočasno pripravljamo tudi ta projekt v kontekstu tega, da bi lahko pridobili zanj določena evropska sredstva. Gre za torej neke vrste regijski projekt, pomemben za prioritetno panogo turizem, kar v Savinjski regiji je. Gre za meddržavni projekt, kajti tudi Republika Hrvaška je zainteresirana za izvedbo, tako da je več argumentov, skozi katere bi do dodatnih sredstev lahko tudi prišli. Sam sem optimist in verjamem v pozitivno zgodbo nadaljevanja tega projekta, vendar pa časovno je pa težko reči, kdaj in kako. Odvisno je torej, kot sem dejal, od odgovora Ministrstva za okolje, vendar pa želim si, da bi do realizacije projekta preteklo po mejni reki Sotli čim manj vode. Torej lahko pričakujemo na tem območju en tak velik rekreacijsko-športni turistični center, kot jih poznamo recimo v naši soseščini po Avstriji ali še kje drugje. Mi si to želimo in smo tudi na osnovi teh izkušenj podobne vsebine zastavili pri nas, pri tem pa upoštevali, kaj danes Rogaška Slatina že nudi. Kaj nudi Terme Olimia in Aqualuna z masovnim turizmom. Torej, manjkajo nam naprimer bungalovi, šotorišča, manjši apartmaji, manjkajo nam športi na vodi, rekreacijske površine, tudi nekaj dodatnih nastanitvenih kapacitet in vse to bi naj ta rekreacijski center tudi na novo ponudil. Predstavljamo se tudi urejene površine za parkirišča, za pešce, konec konca tudi sprehajalne poti po vodi in kaj podobnega. Torej ne izumljamo tople vode, ampak tega na tem območju v takšni obliki torej še ni in skozi ta vidik torej menim, da bi ta projekt lahko bil še toliko bolj pomemben. Glede na to, da ste predsednik razvojnega sveta regije in sveta regije, v katerem je 31 županov in županij, katere so bile glavne aktivnosti v regiji? V letošnjem letu smo veliko pozornosti posvetili regionalnemu razvojnemu programu in predvsem določitvi prioritetnih regijskih razvojnih projektov. Vemo, da je tudi ob začetku nove finančne perspektive vlada oziroma resorno ministrstvo imelo kar precej dela pri pripravi partnerskega sporazuma, operativnega programa in nadaljnjih postopkov, ki sledijo, da bi Slovenija lahko tudi že iz nove finančne perspektive črpala določena sredstva. Ker je to se v tem času šele zgodilo, tudi na regiji ni bilo dobenih navodil, kako se naj bi regijski razvojni projekti tudi pripravljali. Sam ocenjujem, da spisek želja ne vodi nikamor. Pripravljenih je neke vrste 50 projektov, ki so sicer potrebni. Verjamem, da so tudi partnerji take vrste, da bi takšne projekte znali zrealizirati, vendar pa osebno ocenjujem, da moramo vzeti za pripravo tovrstnih projektov drugo izhodišče. To pa je, da najprej poiščemo možnost sofinanciranja iz operativnega programa oziroma iz prednostnih osi. Kajti sicer, če se ne pričakuje sofinanciranja iz evropskih skladov, potem ta projekte tudi nima smisla uvrščati v dogovor za razvoj regije. Pri pregledu tega nabora pa sem zaznal, da je pri številnih teh projektih ni predvideno oziroma po naših znanih podatkih pa smo analizirali operativni program, ni naslovov, odkot bi se lahko tovrstni projekti tudi sofinancirali. In mislim, da nas v prihodnje čaka ta naloga, da najprej poiščemo možne vire sofinanciranja in na osnovi proučitve, ali so ti projekti skladni z merili, ki smo jih v regiji zastavili, tudi do prioritetnih projektov za dogovor za razvoj regije, da bi prišli. Kot smo že na začetku oddaje povedali, je oddaja namenjena pravzaprav samemu dogajanju ob občinskem prazniku, tudi dogajanju ob občinskem prazniku.
Letošnja osrednja prireditev praznikov je bila v kulturnem centru Rogaška Slatina in bila je še posebej slovesna. Kaj vse se je dogajalo na odru kulturnega centra? Občinska prireditev, kot bi rekel, vsako leto, s tem, da je bila nekoliko specifična tudi po tej poti, da smo želeli z dvema mladima slatinskima pianistoma predstaviti novo pridobitev, že omenjeni novi klavir, za katerega tudi sta sama dva povedala, da je vrhunski. Zraven pa smo poskrbeli še za nastop plesnega para, ki sta svetovna prvaka, in vse to je še samo dodatno poživilo tiste običajne vsebine. To pa so seveda pozdravni oziroma osrednji nagovori. Imeli smo na obisku tudi ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo in seveda podelili smo tudi letošnja občinska priznanja tistim, ki so si to tudi za svojim dosedanjim delom zaslužili. Jih morda lahko naštejete? Torej, skladno z odlokom o podelitvi priznanj smo podelili 3 priznanja in 2 plaketi, in sicer je priznanje dobil Zvonko Podkoritnik za dolgoletno vztrajno delo na poučevanju citer. Dobilo je priznanje tudi gospa Tatjana Škorja za delo na kulturnem področju. Prav tako pa si prizadevamo, da bi v prihodnje ob tistem, kar podelimo, prišli do priznanj tudi tisti, ki veliko obetajo tudi v prihodnje, pa se mogoče to danes toliko še ne vidi. In podelili plaketo je dobil tudi košarkaški klub Rogaška za seveda izjemne uspeve v letošnjem letu, in pa knjižnica Rogaška Slatina, ki poleg osnovnega poslanstva se veliko vključuje tudi v ostale projekte v občini in s pridom povsod tudi sodeluje. Omenili ste zgolj tiste, ki so dobitniki priznanj. Kaj bi lahko porekli? Ali se vaši občani dovolj vključujejo v življenje in delo občine, neki lokalni skupnosti, se pravi občini Rogaška Slatina, dajo od sebe več kot zgolj veleva dolžnost, kot radi rečemo? Danes smo že, na primer, izpostavljali področje gasilstva. Jaz mislim, da je v tem času, v katerem živimo, premalokrat to prostovoljstvo izpostavljeno. In tudi zaradi tega smo letos se odločili, seveda občinski svet je na predlog predlagateljev to tudi potrdil, da bo poleg 2 že omenjenih dobitnikov priznanj svoje priznanje dobil tudi Bojan Hrepevnik, dolgoletni poveljnik v gasilskem društvu Rogaška Slatina in danes tudi regijski poveljnik. Torej, s tem želim samo povedati, da se zavedamo pomena tega področja in zato tudi že vsa leta toliko vlagamo na področje gasilstva, da so danes gasilci lahko opremljeni na takšnem nivoju. Sicer pa v okviru svojih zmožnosti podpiramo dejavnost v športnih, kulturnih, humanitarnih in drugih društvih. In rezultat tega je, ne govorim na pamet, ampak analiza kaže, da je več kot 20% vsega prebivalstva občine tako ali drugače športno aktivnega. Verjetno je kar nekaj razlogov za to, ampak menim, da skozi tudi te podatke so rezultati zanimivi. Tudi na področju kulture, na primer, od 16 oziroma 19 kulturnih društev jih je skoraj polovica na glasbenem področju, različnih skupin, zborov z skoraj 50-letno tradicijo. Tudi tu verjamem, da se pozna vložek in podpora občine. Morda za konec še vprašanje o tem vašem natrpanem urniku, pa ne zgolj zdaj v mesecu, ko praznuje občina Rogaška Slatina, sploh najdete zase še kaj časa za dopust, za sprostitev? Ga je malo v tem času, mesecu juliju še posebej, vendar pa se bo našlo oziroma se mora najti, tako bi lahko rekel. Po občinskem prazniku je še kar nekaj prireditev, kjer se pričakuje tudi moja prisotnost oziroma je tudi obveznost z kakšnimi nagovori. Drugače pa se tudi v občinski upravi nekako porazdelimo, kdaj je kdo odsoten, zato da zagotovimo nemoteno delo za tudi občanke in občane. Kot vemo, zaradi njih smo tudi tukaj. Je pa letošnje poletje, kot sem že omenil, zanimivo tudi zaradi osebnih aktivnosti na nivoju regije.
kako zastaviti delo tudi v prihodnje. Vemo, da smo nekoliko spremenili sestav vodstva Regionalne razvojne agencije. Jaz verjamem v dobro delo in sodelovanje tudi v prihodnje. Kar pa se tiče v sami Rogaški Slatini, pa se mi zdi ob zaključku pomembno izpostaviti, da imamo vizijo in da imamo tudi energijo, lahko bi rekel, znamo in zmoremo. To ne zveni samo hvalno, ampak takšen je pač moj pogled na prihodnje. Pri tem pa moramo se znati poslušati, moramo znati sodelovati, moramo se znati na nek način povezovati. In vse to lahko pripomore k še učinkovitemu delu v naši občini. In konstruktivna kritika naj bo takšna, ki prinese tudi boljšo rešitev. Kaj naj rečemo, iskrene čestitke ob vašem prazniku, tako vam kot občanom občine Rogaška Slatina. Veliko uspeha pri vašem delu tudi v prihodnje in hvala lepa za tale pogovor. Hvala tudi vam in dobrodošli pri nas v Rogaški Slatini. Tako, z vabilom v mesto Rogaška Slatina, v občino Rogaška Slatina se poslavljamo v oddaji Župan z vami, v kateri je bil gost, prvi mož, magister Branko Kidrič. Zahvaljujem se vam, spoštovani gledalci, drage gledalke, za pozornost. Lepo se imejte in nasvidenje.